Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, tako ob sebi pozdravljam prvo gostjo tokratne tedenske izdaje iz podjetja Plastika Skaza. Se mi je pridružila magistra Tina Grošelj-Dobrjevič. Tina, živijo, lep pozdrav najprej. Dober dan želim. Tina, v uvodu današnje oddaje sem omenil, da bomo v temle prvem pogovoru predstavili eno zelo lepo, bom rekel, dejavnost, aktivnost ali pa projekt podjetja Plastika Skaza in zdaj že 11. po vrsti, letos 6. junija, 11. Skazin dobrodelni tek Otrok otroku. Pa bi mogoče za začetek, kljub temu, da gre za 11. dogodek lani, v krogu 10. tudi z častnim pokroviteljstvom predsednice republike, pa če mogoče ne ve, to je zdaj dobrodelni tek, dogodek, družinsko srečanje, zakaj sploh gre? Pravzaprav gre za, mi temu pravimo, najbolj srčen tek v letu. Dejansko gledano je pobudnica tega teka naša solastnica Tanja Skaza. Že pred leti, kot ste že dejali, torej leto že 11. zapored razmišljala pravzaprav, kako bi lahko tudi otrokom dali v roke to možnost, da so tudi oni dobrodelni in da pravzaprav gojimo temeljno poslanstvo tega dogodka, da zmagamo, ko si pomagamo. Torej v družbi, ki mogoče se želimo obuditi tiste temeljne vrednote, ki jih tudi letos poudarjamo pri našem teku, torej empatija, medsebojna pomoč in pa odgovornost. In mislim, da tukaj ta slogan lepo živi že vrsto let. Najlepše pri vsem tem pa so starši, da tako redno v bistvu otroke vodijo na naš dogodek, da jih pripeljejo in da lahko z velikim veseljem rečem, da vsako leto je z nami več otrok, več družin. Dogodek je postal tradicionalen, prepoznan in zdaj otroci in družine že vedo, da na našem dogodku tečemo simbolno dolžino, torej 200 in 800 metrov in da temeljno poslanstvo dogodka je, da pravzaprav zberemo sredstva tako tekači, torej vsak tekač je dobrodelen. Vsak tekač v bistvu z vplačano štartnino, torej prispeva v skupni znesek, ki ga na koncu tudi podarimo. Definitivno pa so tukaj naši tudi poslovni partnerji, torej mi sponzorji zberemo večino sredstev in potem ta sredstva si vedno želimo, da najdejo pot do otrok, do njihovih src in da jim tako mogoče lahko omogočimo lepši jutri, če tako rečem. Tako je. Všeč mi je tudi ime, oziroma mi je zanimivo, ne samo ime, Otrok otroku. Mogoče na kak način je potem tudi je to dobro, da recimo starši, ki pridejo, pa ti, ki so vaši redni obiskovalci dogodka, da razložijo svojim otrokom, da gre tu za to, kar ste prej omenili, nek temeljni dogodek, torej empatija, pomoč. In kako potem razložijo starši otrokom, da s tem, kar počnejo, pomagajo drugim otrokom. To je tudi naše osrednje sporočilo in dejansko gledano pač vsako leto govorimo o tem, zato smo tudi letos še bolj začeli poudarjati vrednoto empatije in medsebojne pomoči, da si res želimo, da otroci znajo prepoznati pomoči potrebne, kajti morda včasih je dovolj tudi to, da vsakodnevno znamo opaziti sošolca, prijatelja, vzpostaviti stik z njim, sploh v svetu teh mobilnih telefonov in pa številnih motivcev pozornosti, da se vračamo v bistvu k čist osnovnim vrednotom, da znamo pomagati, da znamo stopiti skupaj. Slovenci to tudi že vrsto let kažemo, kako v bistvu to znamo in nam se je pa zdelo pomembno, da pravzaprav to začnemo spodbujati in bogatiti že pri samih otrocih. Mogoče letos je zanimivo tudi to, da smo razpisali natečaj za mlade pevce, tako da bomo letos prvič odprli oder tudi za vse tiste, ki še niso uveljavljeni glasovi. Na natečaj se je prijavilo res veliko število
otrok in mi smo izjemno počaščeni in veseli, da so se v tako lepem številu odzvali. In glavni namen pravzaprav je bil tudi ta, da tudi na tak način otrokom omogočimo sanje, da tudi na tak način ponudimo možnost tistim, ki si želijo peti, ki si želijo stopiti naprej, pa morda te možnosti še niso imeli, mogoče v studijih, kjer vadijo, in tukaj na našem dogodku bodo letos tudi oni dobili priložnost. In to je tisto, kar pravzaprav jaz mislim, da uspešna podjetja, kot je podjetje Skaza, kot so močna podjetja, da si lahko privoščijo, da del svoje uspešnosti, torej da sredstva tudi namenjajo v dobrodelne namene in tako pravzaprav družbo vse ne nazadnje lahko vsak od nas bogati, mi pa smo v ospredje celotne komunikacije in poslanstva dogodka postavili otroke. Tako. Tina, zanima me, kaj konkretno pa pripravljate za letošnjo izvedbo 6. junija v Velenju. Omenili ste, da gre za tradicionalni dogodek, ki običajno poteka po ustaljenih tirnicah. Kakšen bo program letos? Če mogoče samo strnem, najpomembnejše je to, da si želimo, da bo sijalo sonce, da bodo otroci tradicionalno pretekli korake. Rada bi poudarila, da tukaj ne gre za tekmo, da vsak otrok, ki preteče 200 ali 800 metrov, torej progo, dobi na koncu tudi medaljo, da bomo dobrodelni, seveda donacije bomo podelili, da bomo slišali prvič mlade talente, ki bodo nastopili, da bo z nami Mini DJ Akademija, ki je z nami že vrsto let, ki bodo, pravzaprav bomo videli tudi mlade DJ-je, tako da mladi letos res soustvarjajo celoten program. Izjemno pa se mi zdi tudi dobrodošlo to, da imamo še bogat animacijski program, kjer imamo številne točke, kjer otroci lahko tako ustvarjajo, kot uživajo na poligonih. Tako da tako ne rečemo, v bistvu okrepčali se bomo tudi, bogat srečolov imamo, kjer vsaka srečka zadane, tako da si obetamo en čudovit dogodek, ki ne bomo se samo zabavali, ampak bomo zraven tudi dobrodelni, in jaz mislim, da je to najboljša kombinacija za preživljanje lepega sončnega sobotnega dopoldneva med 11. in 2. uro na sedežu podjetja Skaza v Velenju. Tina, težko še kaj dodava tukaj, ne? Vse ste tako lepo povedali. Mogoče za konec še enkrat lahko direktno nagovorite starše in otroke, ki še razmišljajo, ne, da bi se mogoče prijavili, prišli na dogodek. Zakaj naj pride? Zato, ker se bomo imeli nepozabno, zato, ker bomo uživali, ker se bomo povezovali, ker bomo obujali tiste najbolj dragocene vrednote, ki bogatijo najprej srce vsakega posameznika in celotne družbe. In jaz mislim, da in verjamem in vas srčno vabim, da se nam pridružite, kajti imeli se bomo fantastično. Ne dvomim, da bo tudi letos izvrstno. Tina, najlepša hvala za obisk v studiu. Kot ste rekli, želim vam najprej odlično vreme, da bo dogodek lahko iztekel tako, kot ste si zamislili, in dober obisk, zato da bo vaša ideja šla naprej, pa seveda, da zberete čim več sredstev. Hvala lepa.